To je to, mladi raziskovalci, gremo vsi na avto, smo pustili kar pri Airbnb v našemu, oziroma Bookingu, zdaj imamo pa 10 minutki peški do Obzidija, pol pa nazaj trk nekam. Matej, neki ful dobrega najdu, tako da bomo videli, a je zavjami ekipo ali ni. Mi ne smemo čez vrata, mi moramo okoli vrat. In sicer to, kar vam bom tukaj na klipu pokazal, to so Porta Romana, to je vhod v Obzidje mesta Siena. Aha, tukaj zadaj ga tudi lahko vidite. V bistvu je zgrajeno, se pravi, imaš vrata, pa imaš pa notranje dvorišče, pa še ena vrata, opečnata struktura oziroma opečnata stavba, romanske arhitekture. Tako, pa notranje vrata, se pravi, take, ki so zdaj tukaj zadaj, so večja od zunanjih vrat. V bistvu nismo navajeni v vseh teh mestih, kjer smo do zdaj bili, ni bilo znotraj zide avto, tukaj je pa tako pač full avto in smo kar onoma, to ne velja, to ni dobro. Tako da mi čakamo, da prijemo tam čez zunaj vrata, da bomo lahko normalno hodili. Siena je mesto mnogih četrti in v bistvu te zastave pa te luči, ki jih vidite klele ven iz sten, to so nekako grbi in simboli pač vseh teh četrti in te četrti se v bistvu na tej pali, na tej konjski dirki, o kateri bom pol malo kasneje govoril, borijo med sabo pač ko je jači varianta. Tole pa je glavni trg. Ne si pošpricati, ali gospod. Tole je tukaj gor, tole je Torre de la Mangia, se mi zdaj se imenuje. To je pa Piazza il Campo, glavni trg, kjer je, Matej, kaj si razložil ti, da so tukaj? Konjske dirke. Konjske dirke. In kaj pa spovedati te konjske dirke? A kaj ne povem? Ja. Ja, tle se četrti med sabo bojujejo, tekmujejo med sabo in nekako enkrat na let, mislim, da so dirke tukaj na glavnem trgu. Avgusta, a ne? Mislim, da so avgusta, ne, tako da ne vem, zakaj zdaj postavljen. Treba mogoče še malo prebrati. Še mesec, 2 meseca. Ja. Ampak je pa ful veliko ptičev. Ja. Da imajo trening, da zvoz 90 stopinj. Je pa tale stolp drugi najvišji, oziroma trenutno je drugi najvišji stolp v Italiji. 102 metra meri. Včasih v srednje veke je bil pa to najvišji stolp v Italiji. Ima marmornato podlago, dolg opečnate vrat in gor zgor je spet marmornato strukturo na vrhu. Se pravi, to so te zastave teh družin, oziroma kaj četrti v Sieni, ki se bojujejo med sabo na teh dirkah. In ugotovili smo, da je 2. julija že ta dirka, tako da za tega po mojem pač je to že vse postavljeno, ker to je naslednji teden, tako čez manj kaj en teden. Tole za malo, to je sred mesta v bistvu, oziroma malo spati z mesta. Fontebranda, najbolj znamenita in največja fontana v mestu Siena. V bistvu je bilo tako namenjeno, da so bile na začetku 3 bazenčke razdeljene. Prvi bazenček je za pitno vodo pač za ljudi, drugi bazenček je, dobro snemam, lahko bolj potihem. Drugi bazenček je za živali in tretji bazenček je bil za umivanje cunj. Smo že našli rešitev. Za v center nazaj, gor center, tabla, pa tekoče štenge, tabla, bo kar to. V bistvu se je res splašalo hoditi toliko časa, da smo prišli do tega breakfast spota, ker znali smo angleško, tako da smo se lahko ful stvari izmenjali, noro dobri pistacije, vroglički so bili, tudi če niso imeli nekih prav zajtrakov ponudbi, smo se tudi lahko zmenjali za omletke, jajčke in podobne stvari. Sam je že zasvojil s pistacijami vroglički. Ja, dobro, a? To ima? Spet se počutim kot Kung Fu Panda. My old enemy. Tako milijon štenk pa 40 stopinjah. Ampak imamo to Fortesa Medicea, mislim, da se imenuje. Gremo zdaj kle gor. Park, v bistvu Obzidje. Fortress, se pravi trdba. Malo ne moram razmišljati, kaj je tako vroče. Ampak smo se najedli, pa smo polni energije, okle pa senca, okle pa še. No, ampak zaradi take stvari se splača hoditi na taka mesta. Ljudi ni toliko veliko, pa pogledaj zadnji Sieno, pa un stolp, ki smo ga prej gledali, ki se, ne vem, se Magnolia ali ne, nekaj na M se imenuje, bom linkal vam, oziroma napisal vam, pa gledaj zadnji bazilika. Lepo je. Prvo res, koliko pomisliš, ko viješ one bajte, ki sem vam prej kazal,
To je vse tako namatan, pač to sploh ni nobenega reda, kamorkoli pogledaš beton, pa tako ful lepo prija, ne, ampak se vse je tako, kada ben, ki nima glih feelinga za estetiko, malo na metu kocke skup. Zdaj se sprehajamo naokol obzidja, se pravi Fortesa Medici ali pač, ja, to. In iščemo, kako se pride gor. Sam, vedno si pravi, v vseh vlogih so rekli, da pač kao morate se sprehoditi ob obzidju, sam po mojem nisem mislil na 40 stopinjah. Tako da upamo, da čim prej najdemo gor pot, pa da lahko gremo pol na kavico oziroma na pijačko v parkcu. Je bil pa ta obzidje drugačen najprej v L obliki, pa so ga pa spremenili v pravokotno obliko in v bistvu na 4, se pravi na vsaki stranici, je levja glava oziroma kip leve glave in nad temi kipi leve glave so pač Medičejci, mislim, da upodobljeni oziroma grb Medičejcev. Samo ne nad vsakmu od teh 4, ampak samo na 3, na enemu pa ne. Ne vem pa, zakaj na enemu ni. Mogoče zmanjkalo denarja, pa pač niso pa naredili. So pa danes v tem parku, noter razstave, razni koncerti, druženja, polka, še kakšne v bistvu prireditve, dogodki in vse take stvari. Tako da znam biti v bistvu ful lušno se zvečer sedel dol, Aperol špric, jaz ga napijem gin tonic recimo, pa tako mora biti kar fajn. Smo na parkingu. Ne vem, če smo prav. Šli smo okolito Varžat, ampak smo prišli do Varžat, to je važno. V bistvu sem zdaj tukaj prebral, da nikoli, ta utrdba ni imela nikoli strateškega namena ali varianta obrambni namen, ampak so tuji vladarji, ki so prišli oziroma ki so vladali takrat Sieni, so bili tukaj gor, so bili tukaj gor, da so lahko držali kontrolo v bistvu nad celotnim dogajanjem v mestu. Tako da pač nikoli pa ni bilo to obrambna funkcija, ta utrdba, kar je čuden, ker ponavadi pač utrdbe so ravno zaradi te vojaške obrambe, da ima boljši pregled nad celotnim dogajanjem okoli. Je pa na sredini amfiteater dol spodaj, pol pa imaš v bistvu 4 kao robove, ker je pač pravokotna zadeva in v vsakmu robovu oziroma v vsakmu temu robu na ploščadi so takrat festivali, pa to se dogajajo druge aktivnosti, nek so koncerti, nek je športna zadeva, nek je bolj food varianta. Zgleda res drugače luškano, pa sploh ni tako veliko, kot zgleda do spodaj. Tako da te nisi imel ti kot odrasli? Ja, nisem imel odraslih pogovorov. Zdaj moramo prijeti mi pa soncu tja gor in mi bomo tole kar takole naredili, smo kar malo teleportirali. Evo nas, prišli smo do Duomo di Siena, se pravi, to je glavna katedrala v Sieni. Gre za katedralo, ki je grajena v romanskem slogu. Kot lahko tudi vidite, ima pač te klasične ovalne oboke, potem ne preveč pretirano, ta spodnji del ne preveč pretirano ornamentiran, zgoraj se pa že vidi malo posledice gotike, se pravi malo več ornamentov in vsega. Grajena je z marmorja, kamna, tipične toskanske barve, črna, bela, rdeč predih, pa mogoče ta črna malo potegne na zeleno barvo. Je pa fora v tem, da je oblika tloris latinskega križa, vmes je heksagonalni tloris, na katerem je kupola, bila je prenovljena ta kupola po požaru v Sieni, tako da huda je, no? Res je ogromna ta zadeva. Imaš pa gor zgori, pa spet je ločeno postavljen zvonik in tukaj je ta zvonik ločeno zraven in pa temle malo naprej gor je razgledni stolp. Ga pa krasi 35 kipov, krasi tole katedralo. Veš, da sem Torre della Mangia je to, Torre della Mangia se reče. Tukaj je Palija, ne, je ta dirka, Palija di Siena je pa to, ta konjska dirka. In zdaj smo prišli tukaj noter dejansko. Itek zbet sladoled. Pa druga. Piči, pa konja, pa človeka, pa vse to je lavo. Cremina di pistacio, pa pistacija. Bolano. A gelato je noro. Zapuščamo Sieno v četici ob
senčki, zdaj so drevesa, zdaj je senčka takole gor. Zdaj pa gremo proti avto nazaj, ki ga imamo v apartmaju parkiranega in gremo v Grosseto, oziroma Porto Ercole, naprej se pravi, to je tako še bolj dol v Toskani, dost jug Toskane že čist. Tako da Siena pa zelo lepo mesto, mislim, kar dosti veliko, ima velike zahode, velike gor pa dol, je pa ta center zelo lep. Tako da, ja, pa se pa vidimo. Hvala. Ana, povej, kaj dogaja. Smo na poti. Moj zadnji je spalni vagon. Peljemo se proti Grossetu, drugače jaz vozim in ne držim telefona majke mi. Peljemo se proti Grossetu, skozi so neke omejitve, oziroma omejitve so itak, ja, pač tako 90-70, lahko tudi 110, kdaj pa kdaj. Skozi so kontrola di velocità, tako da ne moramo nič po gasu stopati, a mi gremo tukaj naravnost proti Roma. Ja, Ja, recimo da ja. Kar naravno. Tako izgleda nekako naša pot, da se ta zadnje momente odločamo, moramo naravnost ali ne. Tako da ja, na poti v Porto Ercole smo, vroče kar pa norci, jaz sem že preliman na zid, kadar mi voda odtekla, se počutam. Ja. Blaž, a ste danes kaj zmačkani? Ne, ker smo bili včeraj samo rahlo opiti. Prefurali smo se 20 minut na 1000 km, zato da smo gotovili, da tukaj ni parkinga in smo ga parkirali tako ob cesto, tako da Matic in Urša, če tole gledata, se opravičujemo, upamo, da nič ne bo. Gremo pa v Bar La Vista, se pravi bar z razgledom na morje, ja, dejansko morje. Tole pa, Ana, kaj je tole? To je pa prav božansko. Pijemo kavico. Ni več tebe. Te boš, da ne. Razgledom na morje. Taka milina, noro. Zdaj smo prišli v Porto Ercole, oziroma Porto Ercole, nimam pojma, kako se reče, kadar na Hrvaško prišel na morje, no lej. Pač taki lokalčki ob morju se sprehaja, zdaj vam bom pokazal še Vista Point, se pravi razgleda točko. In to je to. Valjda mora biti spet žarjavklja zadnji, ampak ja, to je to pristanišče. Zdaj gremo po Caravaggiovi poti, raziskujemo, tukaj smo prišli še do enih vrtov, ki so res lepe barve, cvetlic, pač tako vse vijolično, rdeče, modro in pol, tako stopaš ven in vidiš, da imaš v bistvu še razgled na celo mesto. Spet smo šli v Koritu Varšac, zaradi tega, ker v bistvu to je tukaj, Ruta v Caravaggio. Smo prehodili kar nekaj stopnic, malo porabili še kalorij, sicer jih nismo veliko zaužili danes, ampak se bo malo večerje. Porto Ercole je luštno mestece, pristaniško mestece, dober sladoled imajo. Tik ob obali smo se lepo malo usedeli, pa ni tako drago, kot bi človek mislil. Tako da zdaj pa gremo lepo počasi proti avtu in pa domov, oziroma domov proti apartmaju v našo rezidenco. Zdaj se bomo rezidencija Princip ali nekaj tasga spimo, kjer bomo še tudi na večerjo in jutri zjutraj na zajtrk. Pol smo imeli pa malo spremembe planov, ki boste pa videli v naslednjem vlogu, kaj se je spremenilo. Ja, koliko pa luštno tole klele, a ne? To so pa ne vem kje. Srednji česar smo tak rezortek. Ful fajn, rezidencija Principal, nekatera Principal, apartma 62, tukaj smo na 67, tako da smo na pravi poti. Dobiš kovertico, lepo, gor lepo piše vse, pa greš v kažem stanovanje. Vidite, da sem pozabil ključe vzeti, a ne sam kovertico zagrabil, ključe pustil tam, tako da šetamo lepo nazaj zdaj. Jaz sem res umenil sneg. Blaž, kaj pa imaš tole? Ja, jaz sem pograd sestavil, sem tega pa ne znam podeti nazaj. A pa si pričakoval pograd? Ne, res ne. Mislim, da se posla ven raztegne sam. Ja, res se ne vem, kaj ne zdaj. Aha, Ja, sam kaj aha, aha. Oj, oj, oj. Ne pa nam mogo spati kjer. Kako ne, zdaj imaš že pripravljeno poslo. Lahko zbiraš gori ali spodi. Je kot da padam dol iz te posle. Verno.
Kje boš pol zgoraj ali spodaj, Blaž? Zgoraj, samo bom mislil. Ja, super, no še izbiro imaš. To pa ne dobiš povsod. Ale pa ste ne bila zamenjena že nekaj let. A ne, sebe sem to. Ja, mi družba, če preživim, bo ta vlog v video luč. Pač kako da fakt jaz to dol spustim, no daj mi povej mi. Zdaj pa lahko ne snimati, bomo pol posnemali zaključek. Ne, pa boš mogel pokazati demonstracijo, da bojo drugi vedeli. To meni ni ratal, to je Mateo ratal. Sam to, da potemeš to gledal. A to ti je uspel pogruntati? Ne, Mateo je. Insert 3 hours later. Ja, nič, no lep spanec, Blaž. Ne, Ej, tole pa proper, lep bazenček, lepo, tamle bomo imeli večerjo, pici, ki je lepo speči. Danes bo lušten najt. Ej, pa še avto ne rab, danes se ga lahko malo napijemo. To pa ful fajn. Zdaj, ki smo Pograd usposobili. Še zaključna večerja. Takole. Zdaj ful zanimiva izkušnja na določenja, pač tukaj ne znajo nič, noben ne zna niti pikice italijansko, oziroma angliško. Tako da dober, da Blaž Berles govori malo italijansko, parlo un po italijano in po se jaz vse zmenil. Tako da ful luškan plaček, ful so prijazni, pač tako da danes bo še zanimiv večer. Kaj imaš to, Ana, v pol-litrskem vrču? Vodo. Vodo? Voda in tonik, a? Voda in tonik. Jaz mislim, da je. Vsi so dobri, sam še Jami čaka, ker sem vzel speciale, boste videli, kjer je speciale. Tele sladice to imamo pa chocolate, pa white chocolate truffle in pa tiramisu smo probali njihov in to je bilo res tako to die for sladice, pač tako dobre sladice, da noro, že pogrešam Italijo. Komarje, kakor češ, je pa zelo romantično tukaj. Zame sploh. Jaz in moj telefon se imamo fajn.